Dovolite, da vas v imenu Državnega sveta prav lepo pozdravim vse, ki ste v dvorani in tudi tiste, ki sodelujete iz oddaljenih lokacij. Jaz bi besedo kar predal doktorju Brezovniku, ki bo naše današnje srečanje tudi vodil, in zaželim vam samo še uspešno delo, da nam bo tehnika dobro služila in da bomo na koncu vsi zadovoljni potegnili črto pod en uspešen delovni dan. Hvala lepa, doktor Brezovnik, izvolite. Hvala lepa, spoštovani, lepo pozdravljeni vsi, ki ste tu in vsi, ki nas gledate preko oddaljenega dostopa. Namen današnjega srečanja je predvsem odpreti razpravo o predlaganih pristojnostih in nalogah pokrajin. Strokovna skupina v širši sestavi je v novembru oziroma decembru lanskega leta pripravila celovit pregled pristojnosti in nalog po 157 zakonih, ki naj bi se v obdobju do leta 2030 prenesle na pokrajine. Zdaj, koncept priprave teh pristojnosti in nalog je bil zasledovan na način, da smo z kolegi naredili celovito analizo pravne ureditve v Republiki Sloveniji in pregledali, katere so tiste pristojnosti in naloge, ki bi se lahko po teoriji decentralizacije prenesle iz državne ravni na regionalno oziroma pokrajinsko raven. Pri tem smo seveda pripravili tudi celovit pregled vseh pristojnosti in nalog občin, kar praktično pomeni, da imamo izrazito obsežno gradivo. Gradivo vam je bilo tudi posredovano, je objavljeno na spletni strani pokrajine.si in glede na trenutno situacijo in trenutno stanje je seveda primerno, da nadaljujemo za to razpravo, predvsem zaradi tega, ker bo v prihodnje potrebno pripraviti ocene finančnih posledic prenosa teh nalog. Zdaj, mi smo, se pravi, Državni svet je poslal tudi povabilo oziroma poziv za sodelovanje pri pripravi teh ocen finančnih posledic ministrstvom. Ministrstva so se primerno odzvala in predvideno je, da naj bi na ministrstvih pripravili okvirne ocene stroškov, se pravi finančnih posledic za prenos teh nalog do 10. junija. Zatem bi sledil še zadnji strokovni posvet na temo fiskalne decentralizacije in sicer okoli 18. junija, če imam pravi datum. Potem pa bi strokovna skupina skompletirala celotno gradivo ter ga posredovala v javno razpravo slovenskim občinam. Zatem je predvideno, da bi občine imele na voljo čas nekje do konca oktobra, da bi lahko celovito preštudirale celotno gradivo in se opredelile do njihove vsebine. Ko bi zaključili še to sklepno fazo, bi potem seveda sledila končna predstavitev vseh ugotovitev in pa predlog strokovne skupine za obravnavo gradiva najprej v Državnem svetu, potem pa seveda s predlogom za sprejem zakonov v Državni zbor. Glede na to, da je vsebina izrazito obsežna, glede na to, da je obseg teh zakonov in predlaganih sprememb in dopolnitev obsežen toliko, da je tega prišlo za približno 900 strani gradiva, in ker gre za vsebinske specifike, bi jaz v nadaljevanju predlagal, da se odpre razprava o posamezni tematiki oziroma razprava o posameznih vprašanjih, ki so se vam porodile, glede na to, da je zdaj to gradivo bilo dostopno praktično 4 do 5 mesecev. Moram povedati, da v tem času strokovna skupina ni prejela nobene pripombe na samo vsebino, se pravi pripravljenih sprememb in dopolnitev zakonov. Predvidevam pa, da bomo do teh pripomb prišli tekom razprave tudi v času, ko se bo v to razpravo vključila širša javnost z občinami in seveda tudi z predstavniki ministrstev. Tako da bi jaz v tej fazi zadevo zaključil in predal besedo predvsem vam v smislu razmislekov. Vem, da je nekaj ožjih kolegov že izpostavilo nekatera pomembna vprašanja, predvsem kolega Trpin, kolega Plut in seveda tudi nekateri drugi, ki so opozorili še na nekatere morebiti odprte dileme. Ena izmed teh je bila, ki je tudi zelo pomembna, vprašanje prostorskega urejanja,
Predvsem zato, se pravi, to je edini zakon, ki se ga strokovna skupina v tem trenutku še ni dotaknila. Razlog je pa v tem, da je potrebno doseči ustrezen konsens med ministrstvom in pa seveda tudi občinami pri razporeditvi nalog prostorskega urejanja v Sloveniji. Zato, ker je tu vrsta dilem pa vrsta vprašanj, smo se temu v tej fazi izognili, je pa to zagotovo tisto, kar bomo pripravili, se pravi do meseca septembra oziroma ustrezno tudi uskladili. Tako da, glede na ta kratek uvod, bi jaz predal besedo vam, da morebiti dobimo še kakšne iztočnice, pomisleke, razmisleke in da bi lahko potem nadaljevali z tem delom, ki je vezano na pristojnosti pokrajin. Ja. Jaz se opravičujem, ampak samo še eno tehnično navodilo. Kar nekaj vas ima vklopljene mikrofone, kar pomeni interferenco in se potem slabo slišimo. Bi prosil gospoda Roberta Drobniča, če pritisne na mikrofonček tako, da bo rdeče barve. Potem še gospoda Damirja Balažica, gospod Matejo. V nasprotnem primeru bomo imeli ves čas interferenco, to je to, kar slišite zdaj kot žvižganje. Čeprav razumem, nekateri nimate zvoka, pa bi prosil, če je kdo, ki nima zvoka, naj tukaj na temle četu od spod, aha, gospod isto, ki zdaj ima zvok, ok. Tako, zaenkrat mislim, da bo šlo v redu. Doktor Brezovnik, izvolite, zdaj ste pa vi na vrsti, lahko delite besedo naprej. Če dovolite, bi zdaj predal besedo kolegu Gorazdu Trpinu, ker smo nekaj že razpravljali predvsem o vprašanjih ustanovitve pokrajin in predhodnem vprašanju morebitne ustanovitve tako imenovanih kriznih upravnih območij oziroma kriznih uprav, ki bi lahko služile kot ustrezen nastavek za začetek delovanja pokrajin, hkrati pa bi lahko bile tudi ustrezen pripomoček v morebitnem reševanju odprtih vprašanj v času krize, če bi seveda slučajno sledil drugi ali tretji val in bi prišlo do enakih ali podobnih ukrepov, kot jih je država sprejela v tem obdobju. Aha, hvala lepa. Včasih človek malo slabše vidi. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, najbrž smo vsi skupaj videli, kako bi nam pravzaprav pokrajine zelo prav prišle, če v času znane krize koronavirusa. Mnogo lažje bi bila stvar obvladljiva tako strani upravnega sistema kot strani državljanov. No, v tem okviru smo mogoče tudi spoznali tisto, kar smo že prej rekli, da pravzaprav pokrajine nastajajo nekako postopoma. Mi imamo tu sedaj nabor pristojnosti, kako pa se te pristojnosti prenašajo in kdaj, po kakšni časovnici, to pa je drugo vprašanje, to pa je seveda vprašanje oblikovanje strategije prenosa, torej postopka prenosa pristojnosti. To vsekakor ne bo po vsej verjetnosti enkraten dogodek, ampak bo nek proces, ki ga bomo morali seveda določiti tako po časovnici, kakor tudi po načinu prenosa teh pristojnosti. V tem času seveda bi lahko razmislili tudi ob nekih prenosu, ne bom rekel pristojnosti, ker to niso pristojnosti, ampak nalog znotraj državnega upravnega sistema na teritorialne enote, ki jih pravzaprav niti ni treba zarisati. Treba je zarisati samo območje v tem smislu tega delovanja, ne da bi s tem seveda prejudicirali pokrajine, in seveda tiste naloge, ki naj bi jih upravili. To vsekakor ne gre za neposredno izvrševanje zakonov, kar pomeni izvrševanje pristojnosti, ker bi za to morali spremeniti cel upravni sistem, ampak predvsem za operativne naloge, katere bi lahko, ali kakor smo videli, ki so bile zelo potrebne v času nekega dogodka, kateri nas je presenetil in je pravzaprav prinesel popolnoma nove poglede na upravljanje. No, v tem kontekstu naj opozorim na to, da je ta prenos državnih pristojnosti ali nalog tudi nek začetek postopka oblikovanja pokrajin.
V večini primerov, predvsem najbolj znana dva sta nemški in francoski, so pokrajine, torej departmalni Landkreisi, nastali z oblikovanjem ali prenosom državnih pristojnosti, torej ni šlo za pravo decentralizacijo, ampak v bistvu za dekoncentracijo, prenos nekih izvrševalnih nalog na določeno območje, ki se je zarisalo, in potem je okrog tega območja, torej okrog tega so nastale še samoupravne pristojnosti in s tem seveda so nastale tudi pokrajine. Najbrž je to tudi ena od možnosti, ki bi jih lahko uvedli tudi pri nas. Torej gre za vprašanje, ali gremo v oblikovanje upravnih okrajev, v katerih sestavni deli bi bile obstoječe upravne enote, kar pomeni seveda, da v ničemer organizacijsko v tem smislu ne spreminjamo teritorialnega upravnega sistema države v tem trenutku, ne? In potem seveda lahko znotraj tega razmišljamo o postopnem prenosu samoupravnih pristojnosti. To je seveda, takšen način seveda prejudicira rešitev, ali je pokrajina enotirni sistem ali dvotirni sistem. V tem trenutku, če gremo po tem postopku, smo se že v osnovi odločili za enotirni sistem in s tem za pokrajino kot dvoživko, kar pomeni izvrševalcem državnih pristojnosti, torej dekoncentrirane naloge državne uprave, in na drugi strani tudi samoupravne pristojnosti, ki bi jih pač dali pokrajinam. Takšen prenos oziroma takšen postopek je po mojem mnenju racionalen. Prvič lahko v bistvu državni del racionalno organiziraš, ker smo videli, da so določene naloge definitivno imanentne določenemu teritoriju, ne, in bi jih lahko mnogo bolje reševali na tem regionalnem področju. Na drugi strani seveda pa na ta način odpreš relativno enostavno pot za prenašanje samoupravnih pristojnosti in s tem v bistvu organsko rast nekega novega upravnega sistema, ki mu rečemo pokrajine. V tem trenutku, če bom samo še končal, bi lahko mogoče malo pokarikiral, niti ne pokarikiral, kaj bi bilo danes možno narediti, recimo, v kriznem času. V kriznem času ni potrebno oblikovati nobene nove samoupravne strukture, recimo, vendar pa bi lahko oblikovali, niti ne bom rekel neke posebne organizacijske enote na ravni pokrajin, ampak bom rekel detaširane oddelke posameznih ministrstev ali celo nek centralni detaširani oddelek, v katerem bi se vprašam, ampak jaz preprosto ne morem dihati, v katerem bi potem ti delavci, ki bi bili delavci seveda zaposleni na ministrstvu, lahko opravljali neke vrste regionalne naloge, kar pomeni, da bi bili ti delavci bližje potrebam, ki so nastali ali ki bodo nastali ali ki nastajajo na takšnem v bistvu ožjem teritoriju, in na ta način potem se seveda tudi lažje izvajajo, bom rekel, ukrepi, imaš boljši feedback s terena, kaj se pravzaprav dogaja, kakšne so potrebe, in na drugi strani seveda lahko na ta način v centru sprejmeš mnogo bolj, kako bi rekel, ustrezne in življenjske ukrepe, ki v bistvu ustrezajo različnim situacijam na terenu. Da so pa te situacije na terenu zelo različne, pa smo ravno sedaj videli, ali ravno v tem trenutku videvamo, ko gremo v novi krog pravzaprav reševanja nastale situacije, in to reševanje pa bo po različnih regijah zelo različno. Imamo Primorsko, imamo Štajersko, to so popolnoma različne potrebe v naslednjem koraku in bomo morali sedaj, skoraj neodvisno bom rekel od pokrajin, razmisliti, kako v bistvu unesti močnejšo teritorialno komponento v upravljanje države za reševanje v bistvu nastale situacije. Hvala lepa za enkrat. Ja, hvala. Jaz bi povabil še kolega Dušana Pluta k razpravi.
Mogoče kasneje? Dobro. Je kdo v dvorani, ki bi želel razpravljati in povedati, kakšno je izhodišče za nadaljne delo? Kolega Štefan Čelan. Ja, predsedujoči in vsi udeleženci, lep pozdrav na današnjem delovnem srečanju. Torej, moja stališča so več ali manj zapisana in znana in pokrajino, torej prvenstveno vidim kot institucijo, manj upravno, administrativno in politično, ampak znatno bolj v funkciji pospeševanja razvojne odličnosti naše države. In torej za ekonomijo dvomilijonsko, kot je naša, se enostavno nekih postulatov prostega trga in neoliberalnega upravljanja države ne znam predstavljati in je enostavno potrebno seveda združiti vse vire človeških sposobnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju, da bodo naši zaenkrat še odlični sistemi, ki zagotavljajo kakovost življenja in dela državljankam in državljanom, ostali na takšnem nivoju ali še na višjem, kot jih imajo danes. Torej, če pogledamo samo standard, ki so ga lokalne skupnosti zgradile po javni infrastrukturi, če pogledamo zdravstvo, šolstvo, da ne govorim o pokojninskem skladu in tako dalje, skratka, vse to je potrebno vzdrževati in nadgraditi. In če to želimo vzdrževati in nadgraditi, potem se bomo morali sistematično začeti ukvarjati z odpiranjem kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, ki bodo vse to omogočale. In torej jaz pokrajino vidim v tej funkciji in je torej primarna naloga pokrajine bi morala biti razvojna funkcija, in k tej razvojni funkciji je seveda potem potrebno prilagoditi tudi tisti del uprave, ki jo seveda potrebuješ. Če torej želiš pripeljati velikega in dobrega investitorja iz tujine, vemo, da se objekt ne da zgraditi v zraku in ga je potrebno pač nekje locirati, zato so potrebni seveda vsi upravni postopki, da prideš do gradbenega in uporabnega dovoljenja. In torej ta del nalog in ta del zakonodaje, vsaj dva zakona vidim, ki manjkata, če želimo to zadevo doseči. En je zakon seveda o prostorskem načrtovanju, mi imamo sicer, vidim, da je zakon o urejanju prostora, da, ampak zakon o prostorskem načrtovanju je nekaj, kar je neobhodno potrebno, vsaj določen del nalog in pristojnosti imeti na pokrajini. Seveda pokrajina brez lastnine bo postala neka podobna tvorba, kot so hrvatske županije. In torej, če pokrajina ne bo imela svoje lastnine, torej zemljišč in še česa drugega, ker bo možno umeščati torej gospodarsko dejavnost, tako storitve seveda kot industrijo, potem bo to brezzobi tiger. In torej zakon o skladu kmetijskih zemljišč je zagotovo nekaj, kar mora biti tudi tukaj upoštevano in torej v tem trenutku vsaj ta dva zakona sta tista, ki jih je seveda po mojem smiselno umestiti tudi v ta paket in jim nameniti seveda posebno pozornost. In seveda vsa tista zakonodaja, ki bo jutri pokrajinskemu menedžmentu omogočala, da se bo lahko seveda uspešno po svetu in po tujini pogajala za privabljanje investitorjev. Saj veste, sem že večkrat povedal, da kot župan bi z veseljem marsikatero podjetje lahko odprl, ampak če nimaš zemljišča, če ti sodno zapriseženi cenilec definira cene, če 7 let spreminjaš prostorski akt, če ne moreš priti do gradbenega in do uporabnega dovoljenja, s katerim resnim investitorjem se pa lahko gre katera politika in gospodarstvo pogovarjati. In torej apeliram, da razmišljamo v tej smeri in da vendarle poskušamo pokrajinam na prvo mesto torej dati vlogo pospeševanja razvojne odličnosti, v drugem delu pa seveda vso tisto upravno administrativno zakonodajo, ki je za to potrebna. Kar se pa tiče politike pokrajine, bi pa seveda
želel, da bi pokrajinski menedžment, torej svet pokrajine, bil vsaj sestavljen po načelu državnega sveta. Ne, torej, izključna politična partitokracija je nekaj, kar na pokrajinskem nivoju ne potrebujemo. Potrebujemo menedžment in stroko, ki razume, kaj je to razvojna odličnost. In torej, če hočeš participirati pri odločitvi, kakšno delovno mesto bo jutri potrebno, da bo do zagotovljeni socialni, okoljski, ekonomski in etični kriteriji, moraš pač imeti nekaj znanja in kompetenc. In torej v svet pokrajine priti izključno zato, ker imaš izkaznico neke določene stranke politične, torej ne bi smel biti ta kriterij. In torej toliko z moje strani za uvodno razmišljanje. Hvala. Super, hvala. Če dovoliš, bi samo dal ena dodatna pojasnila, ki so zelo pomembna, pa na katera smo seveda naleteli v času priprave zdaj zakona o financiranju pokrajin. Dejstvo je, se pravi, tako kot se sedaj, kot so napovedi Umarja, naj bi se bruto družbeni proizvod zmanjšal za nekaj več kot 8%, kar bo seveda posledično bistveno tudi vplivalo na prihodke iz davkov in drugih dajatev v prihodnjem letu, 2-3. Zagotovo je, da v javnem sektorju, se pravi javni sektor, krizo občuti običajno z 2-3-letnim zamikom, kar praktično pomeni, da bomo morali seveda tudi pri presoji pristojnosti, prenosa pristojnosti nalog na pokrajine imeti v vidu tudi ta finančni del, ki bo vsebinsko zelo pomemben. Dejstvo je, da po vseh velikih krizah, se pravi finančnih in tudi ostalih, je običajno država reagirala na način, da so se naloge pretežno centralizirale. To se je skozi zgodovino pokazalo kot izjemno uspešno takrat, kadar je kriza izrazito močna v nekem prvem kratkem obdobju, kasneje pa je potrebno običajno pri vzpostavitvi ustreznih upravnih sistemov zagotoviti ustrezno stopnjo decentralizacije, zato da na ta način lahko zagotovimo ustrezen skladni regionalni razvoj. Glede na to, da je Slovenija že dejansko centralizirana, kar nam kaže tudi gibanje delovnih migrantov recimo v center Slovenije, ki zdaj že presega oziroma se že približujemo številki 120 000 na dnevni ravni, med občinskih migrantov je okrog 480 000, medregijskih 160 000, pomeni, da je za pričakovati v primeru, seveda, če ne bo prišlo do ustanovitve pokrajin, do ustrezne zasnove spodbudnih nalog oziroma nalog spodbujanja razvoja gospodarstva in investicij na območju pokrajin, da se bomo soočili še z močnejšo centralizacijo, kateri smo danes priča. Zdaj, to, kar je kolega Čelan opomnil, je iz vsebinskega vidika izjemno pomembno, predvsem zaradi tega, ker danes se pravi slovenske občine praktično nimajo nikakršnih pristojnosti na področju spodbujanja gospodarskega razvoja. Hkrati tudi nimajo zadostnih možnosti oziroma praktično nikakršnih možnosti za spodbujanje investicij v občinah oziroma so pri tem izrazito omejene in to vlogo prevzema državna politika. Se pravi, če je neka investicija v skladu z interesom državne politike, takrat bodo te zagotovo prišlo v zelo kratkem času, v nasprotnem primeru pa ostajajo investitorji, predvsem tisti slovenski, v izrazito deprivilegiranem položaju. Mi smo o tem tudi razmislili, strokovna skupina je vključila možnost prenosa kmetijskih zemljišč v last pokrajin, hkrati smo tudi razmišljali o prenosu, se pravi ne samo zagotavljanja gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, ampak tudi z gozdovi in pa seveda stavbnimi zemljišči na območju pokrajine, ki so danes v lasti države. Se pa pri tem vzpostavi pomembno vprašanje, se pravi sprejemanja ustreznih prostorskih aktov in prostorskega razvoja. Mi vemo, da imajo občine po zakonu, trenutno veljavnem zakonu o prostorskem načrtovanju, se pravi zakon o urejanju prostora, zelo velike probleme pri pripravi in sprejemanju občinskih prostorskih načrtov. Še vedno imamo skoraj tretjino občin, ki nimajo sprejetih in zakonodajo usklajenih občinskih prostorskih načrtov. Rok priprave glede na poročila Računskega sodišča za pripravo, se pravi pripravo in sprejem prostorskih aktov občine je 7 let in več.
kar pomeni, da v tem primeru ne moremo slediti sodobnim izzivom za izvajanje investicij. In seveda se tu v tem delu odpira vprašanje, da bi dejansko sprejemanje prostorskih načrtov prenesli na pokrajine, to pomeni, vsaka pokrajina bi imela svoj pokrajinski prostorski načrt, hkrati bi se dopustile sprejemanje podrobnih pokrajinskih prostorskih načrtov in pa seveda podrobnih občinskih prostorskih načrtov. Je pa to vprašanje izrazito problematično, predvsem zaradi tega, ker v nekaterih občinah, pretežno tistih srednje velikih in tudi mestnih, pa se kažejo izrazite, se pravi, so te občine izrazito uspešne tudi na področju prostorskega načrtovanja. In ker imamo v Sloveniji izrazito nehomogene občine z različnim številom prebivalcev in pa upravnega dela, dejansko ne moremo vseh občin tudi ne postaviti na čisto enake imenovalce. Treba se je zavedati, da imamo občine od nekaj več kot 350 prebivalcev pa do skoraj 300 tisoč, kot je mestna občina Ljubljana. Zato bi ta razmislek tudi v tem okviru bil dobrodošel, se pa tu vsebinsko popolnoma strinjam z kolegom Čelanom. Ob upravnih in političnih strukturah je bistveni cilj in temelj ustanovitve pokrajin spodbujanje razvoja gospodarstva in morajo to postati dejansko razvojna jedra, ne pa administrativne entitete, ker če bomo to naredili, potem dejansko ne bomo pripomogli k razvoju Slovenije v nadaljnih letih. Zdaj pa bi potem predlagal kolega Jevšek, Žagar, pa potem nadaljujemo. Hvala lepa za besedo. Jaz moram reči najprej uvodoma, da izražam veliko zadovoljstvo tudi v imenu skupnosti občin, ki jo zastopam tukaj, da nadaljujemo s tem projektom ustanavljanja pokrajin, kljub temu, da smo sedaj v času krize z virusom, kljub temu, da je prišlo do menjave vlade in se mi zdi, da to kaže na neko državotvornost tega projekta in je lahko vzor tudi ostalim projektom. In zato tudi pozdravljam to, da smo se danes sestali, ker bi kdo rekel, v teh časih se pa res ne bomo s tem ukvarjali, ampak to je pomembno. Moram pa uvodoma tudi nekaj povedati, da ne vem, kdo bo v naslednjih 3 mesecih še sogovornik strani skupnosti občin, Združenja mestnih občin in Združenja občin v tem projektu. To pa sodi v rubriko Saj ni res pa je, kajti Komisija za preprečevanje korupcije nas je obvestila, da je funkcija župana in podžupana nezdružljiva za funkcijo predsedujočega v teh združenjih. Mi smo sedaj pripravili pismo, ki ga bomo poslali na odbor regij, predsedujoči slovenske delegacije, dr. Žagar ga bo podpisal, kajti v odboru regij je veliko predsednikov regij in županov, ki so predsedniki združenj in seveda po tej odločbi KPK-ja, ki se sklicuje na restriktivno uporabo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, nas čez 3 mesece ne bo tukaj, če bo temu tako. Prosim, Državni svet in Državni zbor, da resnično to z neko razlago teh določil zakona neumnost odpravi, ker sicer se bomo znašli tudi pri ostalih osebah javnega prava, kjer so funkcionarji vključeni v zelo takem čudnem položaju. Mimogrede, to nalogo upravljamo zastonj pro bono. Se pravi, ne dobivamo nobenega plačila za to funkcijo, ampak v redu. Mi bomo te pobude tudi poslali potem na Državni svet in Državni zbor. Jaz se še kako strinjam z dr. Trpinom, da je trenutna kriza pokazala, kako pomembno je, da potrebujemo pokrajine pri kriznem upravljanju na področju regij. Namreč 212 občin v času krize, ki je ustanovilo 212 občinskih štabov civilne zaščite, je izvajalo 212 različnih ukrepov. Tako tistih prvih,
ki, kot je se ponovno pokazalo, so odvisni od lokalne skupnosti, od občine, od župana, od občinskega štaba civilne zaščite, kot sedaj, ko se ukvarjamo z vprašanji, kako pomagati poleg korona 1, 2 zakona tudi gospodarstvu, ki je bilo bodisi prezrto ali pa je bilo manj upoštevano v omenjenih 2 zakonih. In sedaj, konkretno v Pomurju imamo v naslednjih dneh sestanek sveta regije, kjer bomo odločali o skupnih ukrepih za enakopravno pomoč podjetnikom, obrtnikom, zato da jim pomagamo iz te krize ven. V primeru pokrajine bi bili, to sem prepričan, ukrepi enotni, vsaj na območju pokrajine, sorazmerni in prilagojeni tudi problemom posamezne pokrajine, ker resnici na ljubo v celotni državi ogroženost s koronavirusom ni bila v celoti enaka. Seveda vprašanje, zaradi katerega smo pa danes tukaj, je pa temeljno vprašanje. Mi smo večkrat na naših sestankih ugotovili, da pokrajine ja, ampak po enim temeljnim pogojem, da se uredi način financiranja pokrajin. Da ne bo predsednik pokrajine oziroma predsedniki pokrajin primorani vsako leto se pogajati z obstoječo vlado o višini povprečnine, kar pomeni stalen in pa konstanten vir financiranja, ki bo že tudi dolgoročno omogočal pokrajini, da skrbi za enakomeren regionalni razvoj in za razvojne naloge, ki jih bo izvajala. Mi smo sedaj v preteklih dneh izbrali investicije občin, ki jih imamo pripravljene z namenom, da pripomoremo k ponovnemu zagonu gospodarstva. Jaz vam moram povedati, 212 občin ima izjemno veliko pripravljenih projektov, ready to go. Vendar smo še vedno ujetniki nekaterih ukrepov oziroma dovoljenj ali soglasi, od katerih je odvisno, ali bomo te investicije lahko izpeljali ali ne. Jaz sem že enkrat govoril, pa se boste spet nasmehnili, da se trenutno v največjem pomurskem regijskem projektu, ki poteka pod okriljem dogovora za razvoj regij, 34-milijonskem projektu nadgradnje vodovod sistema B, ukvarjamo z presojo vpliva vodovoda na okolje. Vodovoda, ki poteka pod zemljo, jasno, po katerem teče čista pitna voda, in mislim, da se bomo ukvarjali tudi z vprašanjem protipoplavne ocene tega projekta. Stvari pa čakajo. In zato podpiram nadaljevanje tega projekta in sem prepričan tudi, da bomo predstavniki vseh 3 združenj še deležni udeležbe v nadaljevanju tega projekta. Hvala. Hvala. Kolega Žagar. Ja, hvala za besedo tudi z moje strani. Lep pozdrav vsem, ki ste prisotni tu in pa na omrežju. Zdaj, kar zadeva seveda peljanje tega projekta, jaz tudi to pozdravljam, da se projekt pelje naprej. Zdaj malo je bilo občutka, da je nekoliko zastavljen, ampak vseeno vidim, da je bilo upravljenega tudi ogromno dela, predvsem na področju tega zakonodajnega okvirja, pri čemer bi nujnost ustanovitve pokrajin že seveda izkazuje tudi krizno upravljanje v teh časih, ampak sicer na nek način upravljanje države skozi pravzaprav celotno obdobje. Zdaj, sam izhajam iz vidika tudi regionalnega razvoja, ne nazadnje pač vodim ta svet vzhodne kohezijske regije. In če pogledamo vse kazalce razvitosti, pa ne samo BDP, ampak številne druge kazalce, vidimo, da so enormne razlike. Težava je v tem, da se te razlike v bistvu v Sloveniji še ves čas povečujejo. In gre seveda za to, da seveda je pomembno pospešitev razvoja, zato rabimo pokrajine, na drugi strani pa s tem se nujno povezana tudi kvaliteta življenja, zato mora po moje pač biti ta projekt celovito pripravljen.
Zdaj, da to je pač moje mnenje, zdaj, ko govorimo seveda o tej celovitosti, so vse trije segmenti, mislim, da so že danes bili vseeno omenjeni. Gre na eni strani seveda za, ne moramo temu biti, teritorijalno členitev, na drugi strani vezano na teritorijalno členitev obseg nalog, ki se lahko prenaša, in na tretji strani seveda financiranje teh nalog. Verjetno ni vseeno, kakšna je ta teritorijalna členitev glede na pač obseg nalog. Zdaj, kot vidim, je ta obseg prenosa, ki je pripravljen, izjemno kompleksen, 157 zakon. Jaz mislim, da bo tu še tudi verjetno kaj debate, pa že zdaj ugotavljamo, da nekaj nujne stvari so pravzaprav spuščene na nek način ali pa se drugače vidijo. Dejansko gre za seveda prenos premoženja in pa prostorsko načrtovanje. S tem seveda, da je pa projekt ustanovitve, če mene vprašate, nujen tudi zaradi tega, v tem pravem smislu besede, kot je tudi kolega Jevšek rekel, torej tudi zaradi tega, da seveda razvoj z vsemi dobrimi željami z nacionalnega nivoja ni odvisen od aktualne politike. S tem pokrajine ne prevzemajo samo možnosti razvoja, ampak prevzemajo tudi odgovornost za razvoj. Jaz mislim, da je tudi to izjemno pomembno. Kaj pa se sicer tiče vseh teh kazateljev, tudi za tiste, ki so skeptiki do tega, tudi sem že slišal ideje, da pokrajine sploh niso potrebne. Če bi to tako bilo, potem se mi danes o tem sploh ne bi pogovarjali. Ampak dejstvo je, da treba narediti neki sistemski premik in ustanovite pokrajine pa sistemski premik, ki lahko omogoči v tem smislu seveda te rešitve. Zdaj, kar zadeva še ta del zakonodaje, tu se poraja vprašanje vseeno, kar se mene tiče, tudi ne samo relacija država pa prenos pristojnosti na pokrajine, ampak tudi relacija pokrajine in občine. Jaz mislim, da treba biti tu tudi izjemno pazljiv, mogoče nekatere stvari tudi pregledati in bi želel se opozoriti na to, da je lahko to zadaj tudi nevarnost nekih pokrajinskih centralizmov. Tudi ko govorimo o prenosu recimo prostorskega načrtovanja. Ker če smo čisto realni, zdaj formalno sicer občine imajo možnost upravljanja s prostorom, ampak če mene vprašate, de facto pa ne. Ker je pač občine ne izdajo gradbenih dovoljenj, kar je praksa pravzaprav v vseh sosednjih državah, ne vem, zakaj Sloveniji to ne gre. Izgovori so takšni in drugačni in te segmente, pa te momente je bilo potrebno vseeno pač upoštevati. Jaz tudi nisem najbolj naklonjen postopnosti prenosa, čeprav vem, da je seveda to izjemno kompleksen projekt. Če že se potem bo govorilo o postopnosti, potem je morala biti ta postopnost zapisana v zakonu. In to na način, da ni mogoče neki drugi politiki, eventualno, ki bi se zamenjali, nekaj brez aktualne vladajoče, oziroma ne vladajoče, sploh politike ni možno tega ustanoviti. Ampak da ne bi potem v nekih drugih razmernih političnih, če uspe ta projekt peljati, prišlo do nekega momenta, kjer bi ta proces bil ustavljen. Izkušnje, ki jih imamo mi iz prenosa pristojnosti na občine, vemo, kakva je. Izkušnje so popolnoma negativne, na občine se prenašajo samo težave, tudi v teh kriznih časih je bilo tudi kaj takega. In so občine pravzaprav prevzemale vse v tistih začetnih kriznih razmerah pravzaprav tisto prvo delovanje. Tako da, če že je postopnost, potem mora biti narejena na način, da je ni mogoče prekiniti. Je pa res, da se tudi čas mogoče nekatere stvari prinese. Če zdaj gledam paket zakonodaje, pa tisti, ki je bil takrat mislim, da je bilo 60 zakon, zdaj imamo pa 160. To pa govori se tudi o birokratizaciji, pa še čem tudi, verjetno tudi to je ena od priložnosti, da se zadeva je zelo kompleksna. Pa še financiranje, saj seveda financiranje bi moralo biti stabilno, tako da omogoča razvoj. S tem, da po moje, glede na pač stanje razvitosti, solidarnostni moment ne bo mogel, ga ne bo mogoče obiti. In jaz mislim, da bo treba temeljito pogledati sistem tudi pobiranja, če hočete, davkov, zbiranje davkov in pri tem odločati, kaj je tisto, kar so stabilni viri in na kak način so speljani. Glede na koncentracijo, ki jo pri nas imamo, je pač težava v tem, da so tudi davčni viri, vse po mojem vedenju, če se pa motim, me popravite, zelo koncentrirani in centralizirani.
Takrat se vem, da so bile velike težave poiskati neke davčne vire, ki bi lahko bili avtonomni viri, ker je to lahko težava, da pa tudi zgodba iz Hrvaške, ne. Tam imate neke vire, ne, ampak to pomeni, da vas lahko davčni viri, če niso solidarnostno izravnani, pokopljajo, ne, pa nismo nič naredili, ne. Potem tisti, ki so že zdaj imajo največje razvojne probleme, potem imeli še večje razvojne probleme, ne. Ko pa je že bilo omenjeno še to mogoče, torej vprašanje migracij in centralizma iz tega nivoja, jaz upam, da bo tudi z nekimi še zdaj upravnimi pristopi možno vsaj en del torej uprave tudi preseliti, no bom rekel tako, na pokrajinski nivo, zaradi tega, ker to pomeni tudi nek intelektualni potencial za neka območja, ker ni ustreznih služb. Če pa seveda se bodo ti trendi nadaljevali, pa to pomeni to, ne, da imamo danes upraviti z migracijami, ne, dnevnimi recimo, ne, v nadaljevanju bomo pa imeli opraviti z popolno praznitvijo prostora po določenem območju Slovenije in bojo stvari čisto koncentrirane samo še na neko center in moče neko os na tem centru. Moče toliko z mesta. Hvala. Dobro, če dovolite par pojasnil. Pri pripravi zasnove in koncepta prenosa upravnih nalog na pokrajine, se pravi to, kar je pripravljen predlog po teh 157 zakonih, smo sledili konceptu teritorijalne decentralizacije in spoštovali odločitev strokovne skupine, da naj se na območju Slovenije osnujejo pokrajine, ki bodo imele nad 100 tisoč prebivalcev. Kar praktično pomeni, da je tudi ocena nas, ki se ukvarjamo s področjem oziroma vprašanje upravnega prava in pa prenosa pristojnosti in nalog, da so zgolj pokrajine, ki bi imele nad 100 tisoč prebivalcev, sposobne tudi prevzeti tolikšne obveznosti, kot so sedaj predlagane v tem paketu sprememb in dopolnitev zakonov. Potrebno je tu povedati tudi to, da se nam bo dejansko tudi izkazalo pri sistemu financiranja, da bo ta meja 100 tisoč prebivalcev praktično tista meja, ki bo nekako vsebinsko zadostna, če bomo želeli imeti ustrezne entitete, ki bodo sposobne slediti razvojnim ciljem na območjih pokrajine. Kar se tiče samega sistema financiranja, bi tu dodal eno pojasnilo. Glede na to, da praktično že skoraj 20 let pripravljan katalog pristojnosti občin, je dejansko v vseh letih bilo zaznano, da so se na občine prenašale pristojnosti in naloge, ki so ustrezale takratni politični oblasti. In ko se je izkazalo, da na državni ravni bodisi ni bilo interesa, znanja ali pa zmožnosti za to, da bi lahko izvajali nekatere naloge. Tako je dejansko obseg nalog bistveno presegel sistem financiranja. Izkazalo se je, da je sistem financiranja, ki ga imamo trenutno veljavnega za financiranje občin, vsebinsko neustrezen, zato ker se predhodno pred sprejemom zakonov in prenosom pristojnosti ne pripravijo ustrezne ocene finančnih posledic. Zato se z zakonom o financiranju pokrajin predvideva, da bomo pripravili ustrezno zasnovo metodologije za oceno vseh stroškov, vseh nalog, ki bi se prenašale na pokrajine, in zato je tudi tu bistvena ta postopnost prenosa, ki pa mora biti normativno in nomotehnično ustrezno zasnovana. V skupini, predvsem z profesor Igličarjem, načrtujemo, da bomo pripravili potem tudi nomotehnični načrt, kar praktično pomeni pripravili eno oceno vseh pristojnosti in nalog, ki naj bi se prenesle na pokrajine, in seveda zasnovali tudi časovnico, na kakšen način in v kakšnem obdobju bi bilo smiselno prenesti te pristojnosti in naloge na pokrajine, da bi zagotovili normalni tok izvajanja teh pristojnosti. Tako da postopnost je bila nekako ocenjena v 3 fazah, kar praktično pomeni, da bi se v prvi fazi na pokrajine prenašale tiste temeljne upravne naloge, med drugim tudi naloge, ki se dotikajo vprašanj prostorskega načrtovanja, izdajanja gradbenih dovoljenj in tako naprej. V drugi fazi naloge, ki se nanašajo pretežno na izvajanje tistih širših nalog, ko gre za vprašanje recimo srednjega šolstva, poklicnega izobraževanja, zdravstva in tako dalje. In v tretji fazi tiste naloge, ki se dotikajo tudi vprašanj statusnih vprašanj, lastništva recimo splošnih bolnišnic in tako dalje.
Pri takšni reformi je potrebno biti izrazito previden, predvsem zaradi tega, da ne prihaja do zastoja pri izvrševanju nekaterih javnih storitev in pa pribavljanja seveda javnih dobrin. Kar se tiče virov financiranja, bo ožja strokovna skupina oceno lahko pripravila šele potem, ko bomo imeli pripravljeno oceno finančnih posledic prenosa teh nalog, ker bomo takrat šele dobili dejanski vpogled, koliko denarja je potrebnega za to, da se bo zagotovil normalni tok izvrševanja vseh pristojnosti in nalog. Je pa predvideno, oziroma v osnovi je strokovna skupina razpravljala o dveh temeljnih virih, in sicer dohodnini in davku na dohodek pravnih oseb, pri čemer je pa koncept zasnovan na način, da bi se viri financiranja in višina financiranja zagotavljala oziroma določala za področno zakonodajo, kar praktično pomeni, da z sprejemom sprememb in dopolnitev, na podlagi katerih bi se pristojnosti prenašale na pokrajine, bi morali tudi pripraviti ustrezno oceno finančnih posledic in točno določiti, iz katerega vira naj bi se potem tudi ta pristojnost financirala. Z takšnim konceptom bi seveda sledili nekaterim modernim konceptom financiranja pokrajin oziroma decentraliziranih enot v Evropi, za tistih, za katere ocenjujemo, da so vsebinsko tudi lahko primerni za Slovenijo. Tako da, glede na to, da smo zdaj odprli ta vprašanja, ki so seveda širšega značaja, bi jaz poprašal, če ima še kdo, morebiti od vseh, ki nas spremljate nadaljavo, kakšno mnenje, ki bi ga želeli izraziti, oziroma Dušan, boš ti? No sej. Robert Drobnič. Lepo vas pozdravljam še strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ker tam prihajam iz Direktorata za regionalni razvoj. In seveda mi menimo, da je ta posvet kot tudi celoten projekt seveda izrazito potreben, kar se je, kot smo slišali, pokazalo tudi v nedavnem času krize, pa vendar tisti, ki se ukvarjamo nekoliko s področja regionalnega razvoja, se že dalj časa srečujemo s tem problemom, na kakšen način pravzaprav uskladiti izzive oziroma probleme regionalnega razvoja in seveda jih na ustrezen način financirati, tako da bomo dejansko lahko zagotovili v večji meri skladen oziroma skladnejši regionalni razvoj. Zdaj seveda pri tem načeloma razumemo, da je tukaj potrebna postopnost, se je pravzaprav problematika zelo kompleksna in se jo ne da rešiti čez noč. In pri tem pa seveda poudarjamo pomembnost razvojne komponente oziroma razvojne vloge celotnega projekta. Kot je bilo že omenjeno danes na posvetu, mi na MGRT kot celoti vidimo pravzaprav priložnost v tem projektu prav v tem, da bodo oblikovana neka, da rečem, razvojna jedra z vidika gospodarstva, ki bodo lahko seveda pomagala posameznim regijam, da nadaljujejo s svojim razvojem in drugim regijam, ki so manj razvite, da pravzaprav se približajo tistim bolj razvite. Mislim, da bi morala biti ta oba dva procesa konvergentna oziroma bi morali slediti pravzaprav obema tema procesama. Zdaj, z vidika vodenja regionalne politike, mi seveda razumemo, da je proces vodenja regionalne politike uspešen lahko takrat, kadar so tukaj uspešno najprej identificirani in potem pravilno pravzaprav vodeni ukrepi različnih resorjev oziroma različnih ministrstv. Samo takšen način lahko pripelje do tega, da imamo neke ukrepe na določenem teritoriju, na določenem območju, ki bodo lahko pravzaprav uspešni. In tukaj, kot veste, se srečujemo že dalj časa s to težavo, da je seveda vloga enega ministrstva oziroma enega direktorata za regionalni razvoj znotraj enega ministrstva, ki je pristojen za regionalni razvoj, bistveno premajhna, da bi lahko naredili neke večje korake. Zdaj smo pravzaprav podvrženi temu, da bomo
večje korake lahko zmožni narediti takrat, ko se bodo posamezne, če govorimo o nacionalni ravni, ministrstva bila, da tako rečem, zmožna dogovoriti o tem, na kakšen način bomo plasirali oziroma določene ukrepe in razvojna sredstva na določena območja, manj razvita območja z visoko brezposelnostjo, ne vem, obmejna, problemska območja, kot jih imamo zapisane tudi v našem zakonu, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in tako naprej. In seveda tukaj vidimo možnost, da se bi prenešena pristojnost strani države glede na pokrajino, oziroma na pokrajine, seveda en del teh problemov seveda rešila in tukaj seveda vidimo en cilj ali pa, bom rekel, neko luč na koncu tunela. Zaradi tega tudi, ker se pogledamo sedanjo obliko tudi sodelovanja oziroma povezovanja občin do države, 212 občin ima takšno ali drugačno komunikacijo in te komunikacije, projektne komunikacije, da tako rečem, za državo je zelo veliko in je seveda to iz tega vidika koordinacije zelo težko učinkovito delati. Seveda moramo povedati, in to bi s tem tudi zaključil moj uvodni nagovor, da moramo vedeti, da imamo že nekaj časa zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v veljavi, kjer imamo regionalne razvojne agencije, ki jih je 12 in tudi potem območne razvojne agencije in tako naprej, ki pomagajo to koordinacijo vršiti, vendar so pri tem seveda v svojem delu omejene s pristojnostmi. In na drugi strani pravzaprav imamo mi, in to je seveda tudi pomemben nastavek za razmišljanje o bodočem razvoju v okviru pokrajin, mi moramo se zavedati, da imamo že sedaj, že nekaj časa, pravzaprav 7-letne regionalne razvojne programe, ki so pripravljeni strani 12 regij in da imamo seveda poleg regionalnih agencij, ki sem jih omenil, tudi dva zelo pomembna organa, to so sveti regij in pa regijski razvojni sveti kot tripartitni organi, se pravi predstavniki občin, predstavniki gospodarstva z regije in pa predstavniki nevladnih organizacij. Tako da je, s tem tudi zaključujem, pravzaprav to zavedanje, da pravzaprav te entitete oziroma te organe, ki jih že imamo, ki so pravzaprav na eni strani posvetovalni in na drugi strani pa tudi določene mere odločevalski organi, vsaj kar se tiče programiranja oziroma priprave programov, so izkušnje pravzaprav zelo pozitivne in je potrebno te stvari upoštevati kot dobro podlago tudi v zasnovanju novega predloga oziroma v dogovarjanju v tem procesu projekta vzpostavitve pokrajine. Toliko zaenkrat za moje strani. Hvala za to izhodišče. Ta izhodišča so vsebinsko ena izmed najpomembnejših po moji presoji, predvsem zaradi tega, ker če bi tu lahko zagotovili in uspeli z zadostnim in učinkovitim sistemom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in seveda ob vseh izhodiščih, ki jih je povedal kolega Žagar, glede pripravljenih projektov in pa ustrezni zasnovi tudi pridobivanja evropskih sredstev in tako naprej, bi seveda Slovenija bila uspešnejša in bi lahko že danes preprečili ta val dnevnih migracij v center Slovenije. Je ključni problem to, kar vsi skupaj ugotavljamo, predvsem naši kolegi geografi, da se po svoji vsebini seveda dogaja to, da če bomo s tem tempom nadaljevali, potem se bodo obrobja Slovenije zelo hitro izpraznila in ne bomo dejansko uspeli zagotavljati ustrezne poseljenosti prebivalstva na teh območjih. Tako da, Dušan, zdaj bi ti dal besedo, pa bi bil zelo vesel tudi nekaj polemik, ki si jih že izpostavil, predvsem tistih, ki so vezane na to teritorijalno poseljenost in pa, kar je še pomembnejše, tudi procese varstva okolja in vse ostale vprašanja. Hvala lepa. Najprej bi se pridružil seveda vsem tistim,
ki izražajo zadovoljstvo na tem, da se projekt nadaljuje. Jaz mislim, da je to izjemno pomembna sporočilna nota, ker če je kaj tisto, kar nas kot državljane povezuje in kar pravzaprav povezuje tudi vse politične stranke, če smo iskreni, je to, da je strateški cilj skladnejšega regionalnega razvoja tisti, ki gre preko, bom rekel, političnih in vseh drugih objektivnih ali pa subjektivnih delitev, ki so prisotne v Sloveniji. Mislim, da je to treba počrtati, da je prejšnja vlada bila naklonjena temu projektu in da je tudi ta vlada naklonjena temu projektu. Ne glede na to, da imamo seveda različna razmišljanja o tem, kar je za druga polja. Drugič, kar se mi zdi pomembno, je to, da je po svoji moči, koliko se poznam na to, nisem noben strokovnjak, ampak mislim, da ko pogledamo vse te pristojnosti in naloge, ki naj bi jih upravljale pokrajine, potem je jasno in nedvoumno, da te zelo zahtevne pristojnosti in naloge lahko upravljajo dovolj močne, predvsem ekonomsko, razvojno močne pokrajine. Res, da je tukaj prebivalstveni kriterij pomemben, ampak po mojem mnenju še bolj ključen ekonomski, gospodarski kriterij. Če te pokrajine ne bodo upravljale svoje razvojne funkcije, potem se bo Boštjan zgodilo to, kar smo se že večkrat pogovarjali, da bo Slovenija enostavno razpadla na dva dela, na območje osrednje Slovenije oziroma ljubljanske urbane regije z 500 tisoč prebivalci na eni strani in ostala Slovenija z 1 500 000 prebivalci, kjer bo prihajalo do velikih problemov. Kakorkoli, poglejte, če samo pogledamo dnevno migracijo. Moji profesorji so bili izjemno navdušeni nad dnevno migracijo, ki je kazala na mobilnost prebivalstva. Pokazalo se je seveda, da je ta koncept zgrešen, kajti prihaja v tem trenutku že do tega, da se samooskrba Slovenije tudi zaradi neskladnega regionalnega razvoja še povečuje. In če kaj pogrešam, Boštjan, ko si prej vprašal, kaj pogrešam, jaz mislim, da je tudi ta kriza, pandemija nam pokazala na to, kako pomembna je samooskrba. In jaz predlagam, da se tej temi oziroma to polje absolutno vključi med pomembne naloge in pristojnosti pokrajin. Izrecno, bom rekel, navedene. Drugo polje, ki ga pogrešam, je vprašanje prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe. To se mi zdi, da je tudi, vsaj koliko sem pregledal, mogoče sem kaj spregledal, ampak mislim, da nisem, ker sem vsaj tista ključna področja si bolj podrobno pogledal. Prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb je pomembna naloga tudi z vidika zagotavljanja prehranske samooskrbe Slovenije. Samo stavek še na to temo. Poglejte, če se bi ta pandemija še nadaljevala in bi bile prekinjene prehranske verige v Evropi, se bi Slovenija znašla v skrajno zagatnem položaju. Samo, če bi prišlo do prekinitve povezave med Italijo in Slovenijo, kar se tiče prehrane. Tako da nam je sporočilna nota tudi pandemije v narekovaju, bom rekel, naklonjena čim prejšnji uresničitvi koncepta in celotnega projekta pokrajin. Štefan, jaz se absolutno strinjam s tvojimi izhodišči, tudi kar se tiče, bom rekel, razvojne odličnosti, kajte razvojna odličnost se lahko spostavi samo v primeru, če se aktivirajo regionalni razvojni potenciali. Če te možnosti ne bo, potem seveda do te odličnosti ne bo prišlo. Čeprav je res, Štefan, na drugi strani, da nam je tudi ta kriza pokazala, da bo treba poiskati ravnovesje med globalizacijskimi in lokalizacijskimi izhodišči. To se pravi, odličnost
bova rekla, tudi navznoter, ne samo v tej, bom rekel, konkurenčni klauzuli. Najbrž se bo kolega Marjan Ravbar tudi še kaj oglasil glede prostorske zakonodaje. Boštjan, tudi midva sva se o tem pogovarjala, mogoče samo nekaj stavkov na to temo. Moram reči, da me izjemno moti, pa bo to mogoče presenečenje, da me izjemno moti to, da deležniki, ki sodelujejo pri prostorskem načrtovanju, niso enakopravno obravnavani in niso obravnavani dovolj pravočasno. Poglejte, s čem se mi zdaj srečujemo. Ne? Mi tudi na področju države, ko gremo v investicije, vedno pridemo do tega, da se deležniki vključijo kasno in zaradi tega so potem nasprotja tako močna, da jih ni praktično več mogoče rešiti. Pogledal sem zakonodaje recimo Avstrije in Nemčije. Kaj je tam poudarjeno? Da ko gre za investicije na državnem, regionalnem ali občinskem nivoju, se deležniki vključijo v prvo fazo, ko sploh ni še sprejeta nobena odločitev in se maksimalno trudijo za to, da pridejo do soglasja. Ne pa, da se potem dogaja to, kar se zdaj dogaja, da se potem pa meče enega od deležnika iz postopka, zaradi tega, mislim, da seveda nevladne okoljske organizacije, zaradi tega, ker so kao te postopki prepočasni in da gre za ovire. Vse te probleme predlagam, da se seveda vsaj nekje predvidi ta možnost, da se problemi, ki so povezani s prostorskim razvojem in z posegi v prostor, rešujejo čim bolj pravočasno in v prvi fazi, da se tam išče soglasje, če je možno seveda. To seveda ne pomeni, da bojo zadeve rešene, ampak mislim, da treba vložiti trud predvsem v to. Mislim, da je to vse, kar sem si zapisal, vse tako približno. Skratka, gremo naprej. Dobro, hvala. Ta vprašanja, ki so bila sedaj izpostavljena, so se izkazala kot izrazito pomembna. Se pravi, to, čemur smo bili priča po razglasitvi pandemije v Sloveniji, se je izkazalo, da imamo izjemno šibek sistem samooskrbe, ne samo na področju prehrane, ampak tudi na področju zaščitnih sredstev in seveda vse ostale opreme, ki je potrebna za normalno funkcioniranje države. V preteklih obdobjih, vse nekje do leta 2000, je samooskrbni sistem Slovenije še temeljil na starem jugoslovanskem sistemu, ki je bil dokaj zaprt in kar praktično pomeni, da nismo toliko sledili takrat globalizacijskim trendom. Zdaj se je pa izkazalo, da takoj, ko zapremo eno državo, se pravi, ko kihne ena država, se strese cel svet. In to je eno izmed pomembnih izhodišč, o katerem smo razpravljali tudi že pred tem za predsednikom Državnega sveta, predvsem v tem delu, ker se je izkazalo, da slovenske občine kljub veljavni zakonodaji, predvsem zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, niso bile pripravljene na pandemijo v zadostni meri, predvsem tudi ne v tej meri, da bi imele pripravljene ustrezne načrte za ukrepanje v teh primerih. In to, kar se je izkazalo potem kot recimo tisto najslabše in posledice tega bomo še dolgo čutili, da nismo imeli ustreznega pregleda nad gospodarstvom, gospodarskimi družbami, podjetji in seveda drugimi institucijami, ki bi lahko v tem času krize zagotovile ustrezno proizvodnjo tiste opreme, ki je nujno potrebna za normalno funkcioniranje. Jaz mislim, da se bomo iz tega morali kar nekaj naučiti in seveda to, kar je Dušan povedal, bo potrebno vzpostaviti v prvi fazi, zato da preprečimo morebitne kasnejše probleme, ustrezne samooskrbne sisteme. To pomeni, da bo potrebno tudi gospodarski razvoj spodbuditi v smeri zagotavljanja čim večje stopnje samooskrbnosti. Jaz mislim, da je to eno izmed pomembnih izhodišč, kar pomeni, da se je nam ravno pri tem projektu sedaj odprla cela vrsta zelo pomembnih vprašanj, ki jih lahko skozi ta projekt tudi v smislu ustrezne upravne organiziranosti razrešimo. Zdaj bi predal besedo kolegu na koncu. Se opravičujem, ampak zaradi mask smo nerazpoznavni. Tako da.
Hvala lepa za besedo, direktor Urada za narodnosti Stane Baluh. Hvala lepa za vabilo in seveda pozdrav konceptov, ki se razvija. Jaz sem zelo vesel, da sem danes lahko tukaj, ker sem tudi vaše gradivo lahko pogledal in sem videl, da iz svojega koncepta razvoja regij niste spustili manjšin in pa seveda tukaj poleg manjšinskega vprašanja bo potrebno tudi razmišljati tudi v širšem kontekstu človekovih pravic, katere ustava dejansko skoraj tretjina naslavlja to vprašanje. Tako da jaz imam občutek, da ko sem pogledal vse te zakone, ki bi se naj prenesli v pristojnost regij, bi opozoril morda na razvoj manjšinskih vprašanj znotraj konteksta Evropske unije, potem tudi vseh mednarodnih pravnih aktov, ki jih je Republika Slovenija v teh 30 letih, če smemo uporabiti ta izraz, tudi ratificirala in podpisala in jih je pristojna izvajati. Se pravi, da tudi nekatere pristojnosti, za katere je izključno odgovorna recimo Republika Slovenija na področju tako manjšinskih in človekovih pravic, potrebna v širšem kontekstu upoštevati, ali kdo in kako bo za to odgovarjal. In pa seveda v kontekstu manjšinskega vprašanja smo izhajali oziroma ste izhajali v klasičnem pomenu avtohtonosti, ki je pribeležen oziroma ki je uradni pojem, pravno formalno gledano, v ustavi. In pa seveda jaz bi tukaj opozoril, da v konceptu manjšinskega varstva obstajajo še tudi 61. in 62. člen, kjer je ta koncept manjšinskega vprašanja še širši in se potem se je razvijal v tem obdobju, bi rekel, po posameznih ali pa recimo tudi kar parcialno nekaterih drugih skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji in bi jih bilo v širšem konceptu razvoja regij tudi potrebno upoštevati. Nastajale so različne deklaracije, ki jih je Državni zbor potrjeval in sprejemala vlada, in pa seveda tudi področni zakonodaja bi bilo potrebno tudi še morda malo bolj podrobno pogledati. Tako da upozarjam samo iz tega vidika, da so manjšinske in pa pravice in pa človekove pravice horizontalna tema, kjer dejansko jih v vsakem segmentu, ki ste jih tudi zdaj vi omenjali tukaj, od gospodarstva do okolja in tako dalje, je nujno potrebo tudi pri kreiranju posameznih politik upoštevati in pa seveda iskati tudi, kot je rekel Dušan, predhodno mnenje oziroma iskanje skupnih rešitev, če temu tako lahko rečem. In hvala lepa. Spoštovani, hvala za te dopolnitve. Zdaj, kot sem že povedal na začetku, gre za odprti projekt, kar praktično pomeni, da pričakujemo, se pravi strokovna skupina, vse nekje do začetka meseca oktobra, potem tudi konstruktivne predloge glede tega dela, se pravi glede same zakonodaje, in tu bi samo to še izpostavil glede na obsežnost predpisov, se zna dogoditi, da smo mogoče tudi kaj spregledali, se pravi, da česa nismo upoštevali. Bi pa seveda bili zelo veseli to, da se ta projekt, tako kot ga imamo začrtanega, celovito pripravi, da se bo seveda dalo ali odgovorilo na vsa tista vprašanja, ki bodo potem kolegom politikom pomembna za sprejem odločitve v Državnem zboru. Zdaj, če dovolite, bi predal kolegu Albinu besedo. Samo par stavkov v zvezi z temi številnimi nalogami in idejami in res utemeljenimi, argumentiranimi predlogi, mislimi v zvezi z oblikovanjem pokrajin. Rad bi, glede na to, kot je iz celotne debate pravzaprav razvidno, pa vseeno še mal podčrtal, da se nazadnje seveda vse to na koncu koncev preliva v zakonodajo, v zakonska besedila. Tukaj pa gotovo moramo biti določene mere previdni. Ne smemo zapasti v nek voluntarizem, v nek normativni idealizem. Preveč morda pričakujemo
od zakona. In problem, ki nastane, ga pogosto najprej skušamo reševati z spremembo zakona ali pa oblikovanjem zakona. Seveda, po drugi strani zares ne gre drugače. Če želimo te ideje spraviti v operativno fazo, seveda mora biti za to ustrezno formulirane zakonske norme. Tukaj pa je včasih treba vendarle, zlasti potem v naslednji fazi, imeti pred očmi trditev, da je zakon, da je pravo pogosto zadnje sredstvo, s katerim želimo doseči neke cilje. Da ni vse mogočno, da če bomo nekaj v zakon zapisali, je seveda v današnji debati bilo to večkrat seveda poantirano, ali se bo to, kar bomo tja zapisali, izvajalo, odvisno od ekonomskih razmer, socialnih razmer, kulturnih razmer in podobno. Poleg tega bo treba pri zakonski formulaciji napisati čim bolj jasno, točno, nedvoumno in seveda tudi sam proces nastajanja te zakonodaje bo moral biti ustrezno transparenten, s tendenco po poenostavitvi tako formulacij kot postopkov in seveda upoštevati vse te okoliščine sorazmernosti in pravzaprav neke vrste samoomejitve zakonodajalca. O tem bi se dalo še na dolgo in široko razpravljati, ampak samo ta vidik nekih omejitev in opozorilo, da vemo, da pravo tukaj ni vse mogočno, čeprav brez njega seveda ne gre. Na koncu, kot rečeno, bo treba tako proceduralno kot vsebinsko to ideje, koncepte, študije izraziti skozi operativne zakonske norme. In morda samo še ta idejo na misel dr. Trpina na začetku. Te ideje so v zraku pravzaprav že bile, da bi se ta proces peljal vzporedno upravni okraji in pokrajine. V času ministra Viranta so bile ideje, ki bi jih morda bilo treba ponovno pogledati, kritično ovrednotiti, ampak verjetno bi iz tistih razprav lahko tudi dobili kakšne nauke in napotila. Hvala. Hvala. Je mogoče še kdo priglašen od razpravljavcev? Ja? Gorazd, boste... Ne, da bi hotel imeti zadnjo besedo, ampak mislim, da je bila debata izjemno zanimiva in bi začel tu, kjer je končal pravzaprav kolega Igličar. Ja, zdaj in tisto, kar je mogoče rekel tudi dr. Čelan na začetku, da vidi pokrajino kot neko vrsto razvojne regije. Ja, in tudi v procesu nastajanja v bistvu gremo preko te prve funkcije, torej preko te prve skupine nalog, to je pospeševalne in razvojne naloge. Njihova prednost je seveda eno to, da omogoča razvoj, druga, bom pa rekel, upravno-organizacijska prednost pa je ta, da ne zahteva zahtevnih normativnih okvirov. Ta v bistvu ni pretirano normirana. Drugo je, seveda, so dejavnosti splošnega pomena, tu so sistemi znani, tu je normativni okvir znan, je centralni, evropski in tako naprej, tu ni veliko izbire, gre samo seveda za vprašanje racionalnosti izvajanja določene dejavnosti in potem smo še pri tretji, to pa je zdaj ta, ki je, kako bi rekel, najbolj, nam rekel, zapleten, ampak tu je pa prenos dejanskih pristojnosti, tam, kjer gre za izvrševanje zakonov, drugih predpisov, kjer gre za odločanje o pravicah, obveznosti in tako naprej. To je pa tretji del. Zdaj seveda samo še na eno stvar bi opozoril, ko včasih razmišljamo, kako smo prišli do občin. Ja, relativno enostavno, ampak zakaj enostavno? Iz preprostega razloga, ker je struktura obstajala. Mi smo celotno reformo izvedli na strukturi stare jugoslovanske občine, kjer smo preprosto razdelili malo upravnih nalog in seveda samo upravne naloge. Nekoč na nekem posvetu sem jaz sicer rekel, da
da so bile v razmerju te naloge 80-20%, pri čemer se seveda to rekel ilustrativno, ampak še poleta potem v raznih zapisih ugotavljam, da ta moja ugotovitev drži, ki bila pa zgolj ilustrativna. To mislim, da zdaj vidite, kako pravzaprav nekatere znanstvene ugotovitve nastajajo. Ampak tisto je bilo relativno, kot sem dejal, enostavno. Se pravi, ta del si pobral, ta del drugam, vzpostavil novo strukturo, ki je bila relativno tudi organizacijsko enostavno, ni bila čisto enostavno, da ne bi kdo mislil, ne? In seveda potem je to sistem začel funkcionirati. Tu delamo nekaj v bistvu na novo. In tem je problem, ker v tem na novo v bistvu ga moraš organsko zrasti. In to pa bomo najbrž že dosegli preko tega postopnega prenašanja različnih vrst nalog in končno seveda na koncu tudi pristojnosti. Hvala lepa. Hvala. Roman? Ja. Rener z Geodetskega inštituta, zelo sem vesel, da nadaljujemo tudi s tem projektom in izražam podporo. Zdaj, mi smo veliko, mogoče dodam še nekaj o prostoru. Ko govorimo pravzaprav o prostoru, imamo v fokusu seveda en velik del nepremičnine, ker nepremičnine predstavljajo nekoliko manj kot polovico GDP-ja ali pa tam nekje okrog 45%. Prehajamo pravzaprav v dolgoživo družbo, se pravi, način življenja se se spreminja, tudi staranje prebivalstva bo prineslo, bom rekel, druge načine bivanja in v Sloveniji imamo ta hip preko 150 000 stanovanj že praznih, ker predstavlja pravzaprav velik problem, kako to regionalno in lokalno pravzaprav vzdrževati in menedžirati, ne. Po drugi strani pa mlade generacije trkajo pravzaprav, kako si naj ustvarijo življenje, tako da vidim, da je to tudi eno ključno vprašanje pri prostorskem pravzaprav načrtovanju, a ne, da ima vsaka družina, vsaka oseba pravzaprav primerno bivališče, ne. In zdaj, če še razvojno regijo povežemo z razvojem in 4. in 5. industrijsko revolucijo, ker pomeni, da v 4. smo že pravzaprav v polnem razvoju, ne, 5. pa prihaja in pravzaprav prihaja nazaj k človeku o tem, ker zdaj pravzaprav govorimo, ne. Tako da mogoče ta prostorski del tudi v finančnem smislu predstavlja kar zajeten moment, ne. In mi se bomo pravzaprav mogli nekemu novemu načinu bivanja za vsemi segmenti pravzaprav posvetiti, ne. In prostorski del je izjemno pomemben. Toliko hvala. Vse to, kar si izpostavil, se dejansko kaže kot eden ključnih problemov, predvsem zaradi svojevrstnega koncepta spreminjanja pogojev za ustanavljanje občinskih stanovanjskih skladov se je v preteklosti izkazalo, da smo praktično v večini slovenskih občin opustili aktivne občinske stanovanjske politike. In tu je ena izmed prednosti, seveda, če bi prišlo do ustanovitve pokrajin, da bi dejansko pokrajine se lahko tudi na tem segmentu vzpostavljanja kvalitete življenja in ponujanja priložnosti družinam lahko izkazale kot izrazito uspešne, predvsem zaradi tega, ker bi, to kar je pomembno pri pokrajinah, lahko zelo zgodaj zaznali težnje in zahteve pokrajinskega prebivalstva in na ta način v širšem kontekstu in širšem spektru vodili učinkovito stanovanjsko politiko, ki pa seveda mora biti skladna z gospodarskim razvojem. Se pravi, če hočeš imeti dobro, močno gospodarstvo, moraš poskrbeti za ljudi, ki naj bi seveda ustrezno in učinkovito spodbujali to gospodarstvo. Tu mislim, da to, kar Štefan zelo dobro in dolgo časa poudarja, je tisti, kar je pomembno, je, da se ravno zaradi te izrazite centralizacije iz obrobi Slovenije seli tudi visoko izobražen kader in seveda tudi vsi ostali. In ključni problem je ravno v tem, kako ta kader zadržati na periferiji, ker v nasprotnem primeru, če nam to ne bo uspelo, bo res to, kar je Dušan poudaril, bomo imeli samo dve območji, se pravi širšo ljubljansko urbano regijo in pa preostalo Slovenijo, ki se bo pa seveda otepala
z izrazito velikimi problemi in ne bomo dosegali tiste kvalitete življenja, kot bi si jo seveda želeli. Zdaj je mogoče še kako vprašanje oziroma kakšen pomislek tudi strani ostalih, ki nas spremljate nadaljavo? Ker če ne bi, potem jaz predal še besedo predsedniku Državnega sveta, predvsem v smislu razmisleka o vprašanjih samooskrbe in pa tistega dela, ki se seveda nanaša na ustrezen in učinkovit razvoj. Osebno menim, da je ta projekt toliko pomemben, da bi ga morala tudi vladajoča ta trenutek vladajoča politična struktura sprejeti, akceptirati in ga čimprej realizirati, ker če se to ne bo dogodilo, bomo v naslednjih krizah, ki so lahko še hujše od te, ki nas je zdaj doletela, potem problemi še večji. Tako da mislim, da časa za postanek ni več, ampak je potrebno aktivno seveda delati in sodelovati na tem delu. Izvolim. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi začel kar z dogajanjem, ki smo v pričo pandemije COVID-19. Globalizacija je kot proces na nek način bila sprejeta kot gotovo dejstvo, z mnogimi odpori, z mnogimi optimističnimi pogledi, ampak zgodila se je kot gotovo dejstvo. Omogočila je gospodarski razvoj, tehnološke preboje, omogočila je večjo migrativnost, večjo inkorporiranost nacionalnega gospodarstva, svetovno gospodarstvo in tu smo našli nekatere svoje priložnosti. Vendar, s pričo te pandemije so se pojavile tudi slabosti oziroma izpostavljenosti posameznih držav in recimo temu tudi okolij negativnim učinkom globalizacije. Jaz sem izjemno presenečen, ko se je s pričo razmaha pandemije celoten svet, govorim v gospodarskem smislu, pa tudi v varnostnem smislu, začel obnašati kot borza. Kar naenkrat niso bila več pomembna realna dejstva, niti statistike, ampak so postala pomembna predvidevanja in vlade posameznih držav so reagirale tako kot borzni mešetarji. Ustavljen je bil pretok blaga, razen če ni bilo to v interesu posameznih vlad in držav, ustavljen je bil pretok zaščitnih materialov in kar naenkrat se je ta solidarni in globalizirani svet spremenil v egoistične otočke, ki so poskrbeli sami zase. Nekatere vlade so celo ekspropriirale zasebno lastnino z zaplembami mask in zaščitnih sredstev in to nam more dati misliti za v prihodnje. Daleč od tega, da sem nasprotnik integracije Slovenije v širše okolje, Evropsko unijo in svetovne tokove, ampak iz te lekcije sem jaz povzel nekaj previdnosti. Pokrajine v tem smislu. Glejte, največjo težavo, ker sem sam tudi osebno sodeloval pri pomoči pri reševanju te krize, smo imeli v sami komunikaciji upravnega sistema s periferijo in zagotavljanju potreb periferije. Imamo Center za blagovne rezerve, imamo državna skladišča, imamo načine nabave, imamo načine distribucije in v tem primeru se je pokazalo, da smo vse to pripravljali za neke druge čase in neke druge pogoje. Ponovni izbruh podobne epidemije, kot je tale, ali pa večje gospodarske krize, bo razgalil vse slabosti razvoja v eno smer, kot smo si ga privoščili v Sloveniji. 65% BDP-ja mi ustvarimo z izvozom kovinsko-predelovalne in drugih spremljajočih industrij za avtomobilsko industrijo razvitih zahodnoevropskih držav. In če tam kihnejo, mi ne da dobimo pljučnico, dobimo SARS. In ustavitev prometnih tokov in ustavitev gospodarskih tokov je za našo nacionalno ekonomijo lahko pogubna. Jaz verjamem, da je centralizirani razvoj nekaj, kar lahko zlahka obvladaš, kar je ceneno, kar lahko hitro reagiraš, ampak centralizirani razvoj v ekonomskem ali katerem koli drugem smislu nujno pelje v eno ali dve ali tri smeri. In ravno ta disperzija in diverzifikacija umanjka. In ko se potem nekaj zgodi, da pogoji niso več standardni in normalni, potem se zgodijo pa veliki pretresi v
najprej izvozu, s tem v ekonomiji, potem v investicijah in zmožnosti preusmerjanja v druge dejavnosti, no in potem smo tu, kjer verjetno bomo prav kmalu, ker se bodo posledice te COVID krize pokazale šele z nekim časovnim zamikom. Pokrajine kot entitete, ki so sposobne nekega koherentnega, pa vendar samostojnega razvoja v različne smeri, nam zagotavljajo to, da ne bo celotna ekonomija in celotno prebivalstvo prizadeto na en sam način in da ne bomo imeli samo ene poti ven, pač pa bomo imeli več poti. Ko smo zapirali prehajanje prebivalcev med občinami, če bi imeli pokrajine, to ne bi bilo potrebno. Reagirali bi lahko po pokrajinah. Ko smo zapirali meje s sosednjimi državami, bi lahko tudi to naredili selektivno. V obstoječem stanju to ni bilo možno. Pokrajine de facto že obstajajo. Nekateri državni podsistemi so zelo lepo pokrajinsko organizirani, imamo regionalne razvojne agencije in to de facto obstaja. Nažalost pa se te, recimo temu pokrajinske meje posameznih državnih podsistemov ne prekrivajo med seboj, zaradi tega sistemi ne delujejo koherentno, pač pa vsak v svoji razvojni smeri. In tu je treba upoštevati še en faktor. Ljudi, njihove aspiracije, njihove, recimo temu, karierne načrte za prihodnost in vrnemo se nazaj na proces ustanavljanja pokrajin. Z postopnostjo procesa ustanavljanja pokrajin bomo poizkušali čim manj posegati v te obstoječe aspiracije in obstoječe strukture, ki so se že izkazale kot učinkovite. Če pokrajine ustanovimo administrativno in naenkrat jim prenesemo vse pristojnosti in vse naloge, bomo nujno podrli tudi te, recimo, in čisto človeške vezi in aspiracije in na politični strani dobili ogromno nasprotovanje. Če ne drugega, skrb. To bi bilo za proces ustanovitve pokrajin po mojem škodljivo. Normativno reševati zadeve, tako kot je profesor Igličar rekel, je seveda lahko. Zberemo politično voljo, vzpostavimo normo, ampak jaz mislim, da je zadeve treba najprej reševati de facto na terenu in potem de jure. Ali bolje rečeno, v neki koordinaciji eno z drugim. Bil sem zelo začuden, ko so na začetku mnogi to našo pobudo sprejeli z veliko skepso in ko smo z dr. Brezovnikom, dr. Trpinom in še nekateri obiskovali občine posamezne regije in se z župani pogovarjali, je bilo zaznati, da skrb izhaja pravzaprav iz tega, da nihče ni želel kupiti mačka v žaklju, nihče se ni želel kar tako podati na neko pot ustanavljanja neke umestne veje oblasti, za katero se vsi bojijo, da bi se lahko odtujila in postala sama sebi namen. Ampak, ko smo pa nekako prediskutirali, kakšen je osnovni namen in kakšne bi bili prvi koraki v smeri razvojne naravnanosti, se je pa ta ledena gora kar naenkrat raztopila, razbila in mislim, da ladjevje zdaj pluje po tem oceanu, kjer seveda še so posamezni otočki ledu in ob njih bomo trkali v prihodnosti, no ne verjamem pa, da bomo končali kot Titanik in se zaleteli v ledeno goro. Jaz mislim, da smo zdaj iz tega vsi potegnili nek dober poduk in ne glede na to, kakšna je politična volja oziroma kakšna je naša percepcija, mislim, da nas bojo razmere v prihodnosti prisilile, da ta proces pospešimo. Razmere nas bojo prisilile. Pa ne bi zdaj tukaj razpredal o tem, ampak če nas doleti nova ekonomska kriza, bomo imeli časa za reakcijo zelo malo. Prihajalo bo do prestrukturiranja najpomembnejših gospodarskih panog v Republiki Sloveniji. Centralizirano prestrukturiranje ne bo mogoče. Zaradi tega, ker bo enostavno državna malha premajhna, da bi vse tiste, ki se bodo znašli v težavah, podprla in jih reševala. To smo si lahko privoščili zdaj enkrat z nadomestili in tega si ne bomo mogli privoščiti več. Vse pa kaže na to, da do krize bo prišlo.
In takrat se bo zopet treba nasloniti, tako kot smo se v prejšnji krizi, na lokalno samoupravo. Problem je v tem, da je lokalna samouprava pa tukaj že izpela vse svoje možnosti in zaloge in da se bo morala na nek način solidarno organizirati na nekem nivoju med državo in med občinami in tam poiskati rešitev. In to je naravna pot do nastanka pokrajin. Jaz si te naravne poti najmanj želim, ampak čedalje bolj se mi nekako kaže, da bo do nje po sili razmer prišlo. Zato pa sem zelo hvaležen vam kot strokovni skupini, ki ste za ta prehod veliko stvari že pripravili in imamo še eno orodje, s katerim se bomo lahko soočili z naslednjo krizo. V primeru, da tega dela, ki ste ga tu volontersko opravili, ne bi bilo, potem bi pa res šli tako, kot je dr. Igličar rekel, ad hoc in na juriš in potem opazovali, kako se nam po sili razmer postavljajo slabe zakonske rešitve, ker v sili hudič še muhe žre, ampak te muhe imajo zelo, zelo slab okus. Torej, jaz se vam še enkrat zahvaljujem za vse vaše delo. Potrudili se bomo, da politiko naslovimo na čim manj vsiljiv način, da ponudimo zelo dobre rešitve in da s tem procesom ustanavljanja pokrajin ne generiramo novih delitev oziroma razhajanja ali prestižnega boja za politične točke, pač pa da ponudimo neke kakovostne rešitve, ki bodo, če bodo podprte z nivoja lokalne samouprave, z občin in prebivalstva, na koncu pripeljale do tega težko pričakovanega rezultata, na katerega čakamo že 2 desetletji. Zato še enkrat v mojem imenu in imenu svetnic in svetnikov Državnega sveta vsem je res iskrena hvala za vaše delo, sodelovanje in predvsem za to, da ste na znanstvenem nivoju bili sposobni kompromisov in tako pokazali politiki, da je tudi njena dolžnost, da na tem področju sklene nekaj kompromisov. Hvala. Zdaj za zaključek, če dovolite, jaz vas vse ponovno vabim, da si vzamete morebiti čas, pregledate predlagane pristojnosti in naloge z vašega strokovnega področja in seveda tudi podate ustrezne sugestije, predloge, pripombe, dopolnitve, da bomo lahko tu čim bolj operativni. Ožja strokovna skupina za pripravo zakona o financiranju pokrajin bo nadaljevala za svojim delom. Predvideno je, da bi po 10. juniju, ko pričakujemo tudi pripravljene ocene finančnih posledic, pripravili končni osnutek zakona o financiranju pokrajin, ki ga bomo predvidoma predstavili potem 18. junija. Zatem bi pa potem pripravili, če se nam vse izteče, kot je predvideno, celoviti paket vseh naših dognanj z predlogi osnutkov oziroma s predlogi zakonov in bi zatem, seveda, tako kot je bilo rečeno, začeli z javno razpravo po občinah, ki morajo biti v skladu z določili ustave vključene v razpravo o ustanovitvi pokrajin. Jaz bi se vam osebno zahvalil za podporo projektu. Vidim, da interes je izjemno velik, kar pomeni, da to tudi meni navdaja zaupanjem, da bomo z delom nadaljevali in seveda pripeljali ta projekt do konca, če ne drugače pa po starem kitajskem reklu, da tudi kamen, na katerem dolgo sediš, se omehča, tako da se zna zgoditi, da le uspemo na koncu. Hvala za vašo udeležbo, hvala za pozornost, pa se vidimo potem naslednjič na naslednjem posvetu.